Dobro jutro. Evo, pa se danes začne. Dočakali smo, dobro jutro. Dočakali smo tudi naše, kako bi rekla, prvo srečanje, čisto uradno, če temu rečem, oziroma danes začnemo z prvim treningom na Zemljevidu do legendarne prodaje. Vsako jutro pa nekako je načrtovano, zdaj, če ne pride kaj vmes, da bo tudi kakšen dodaten video, zdaj ali bo v obliki live-a ali bo vnaprej posnet, bom pa sproti videla, kako bo mi čas dopuščal. To so eni takšni kratki videi, kjer ti dajo mogoče za začetek dneva malo za razmišljati, ne? In računam, da bi bili dolgi tam 5 do maksimalno 10 minut. In današnja tematika je, če ne verjameš vase, zakaj bi vate verjele stranke. In to je ena pomembna tematika, za katero v bistvu velikokrat slišim podjetnice pa podjetnike, da rečejo: joj, ja, sej, ampak jaz ne verjamem dovolj vase, da bi prodajal ali pa prodajala, ne? Jaz si ne zaupam dovolj in zaradi tega sem ti danes pripravila to tematiko in pa eno mini vajo, ki te res povabim, da jo čim prej začneš izvajati. Super simpel je, nič ne potrebuješ, pa vzame ti mogoče 5 minut ali pa še to ne, oziroma bomo jo itak naredili. In zate sem pripravila en primer. Zdaj, predstavljaj si, da greš k enemu frizerju, a ne? Da te ustriže, pa mogoče si želiš imeti neko ful spremembo in želiš imeti eno res posebno frizurco, da te pač, mogoče, če imaš dolge lase, da te postriže na kratko ali pa krajše, skratka, da imaš eno res super veliko spremembo. In mogoče te je tudi malo strah, kaj pač zdaj bo ta sprememba, ne, da ne bo čisto prevelika, in greš k enemu, ki ima super mogoče reviewe, torej super ocene in tako naprej. In potem te ta frizer začne strič lase, ne? In potem gleda čudno, ko ti postriže, pa reče: a jaz zdaj to prav strižem, a je to v redu, a sem zdaj to prav odrezal, a ne? In te sprašuje mogoče že vmes, a ne, a ti je zdaj všeč že ta frizura, pa mogoče te vpraša še, a sem dovolj dober frizer, a ne? Kako bi se počutil ali pa počutila pri takem frizerju? Verjetno bi razmišljala: wow, ampak okej, a bom jaz to lahko v javnost še šla potem, ali bo to čista katastrofa? Ne vem, mogoče si lahko tudi misliš: ja, ampak jaz sem prišla k frizerju zaradi tega, ker mu zaupam, ker jaz se sama ne znam mogoče postriči in mu zaupam, da bo naredil super delo. In da zdaj on mene sprašuje, če je to v redu postrišeno, pa če mi je všeč in tako naprej, je malo čudno, a ne? In ravno to je torej tudi primer, oziroma ravno to enako so tudi naše stranke, a ne? Če mi ne verjamemo vase, v svoje delo in da delamo res dobro, potem je lahko tudi strankam to sporočamo, a ne? Tako kot bi mi imeli pri frizerju recimo nek dvom, a bo zdaj to okej, verjetno nikoli več ne bi prišli k temu frizerju, a ne? Še manj bi ga priporočali naprej, ker če pač niti sam ne ve, če bo zdaj okej ali ne, verjetno si ne želiš, da se stranke tako počutijo tudi pri tebi. Zato je zelo, zelo pomembno, da zaupamo sebi, ne? In potem bo marsikdo rekel: ja, Maja, ampak to je fajn reči, pa vse je super, ampak, a ne, kaj pa če, mislim, lahko je to reči, kaj pa zdaj je tukaj dejansko za narediti. In jaz ne vem, kje sem slišala za to vajo. Gre za vajo, kjer si postaviš 7 vprašanj in lahko uporabiš v bistvu tudi drugje, za druge primere, ampak je ful učinkovita, zato je ful toplo priporočam. Jaz jo izvajam vsakič, ko pridem pred ene take, da imam neke, a ne, miselne blokade v glavi, pa ne vem, kako naprej, potem uporabim tudi to vajo, če je le možno. In tudi tukaj jo lahko popravimo, in sicer gre za to, da si postaviš 7 vprašanj, ne manj in ne več. Lahko si jih postaviš v mislih, lahko jih pišeš, kakorkoli ti je lepše. Lahko greš na sprehod, pa se v mislih sprašuješ. Ključno je, da postaviš si 7 vprašanj, ne manj, zaradi tega, ker želimo iti v globino in iztrgati oziroma izkoreniniti te, kako bi rekla, miselne procese, ki so zmeraj enaki in jih želimo pač izkoreniniti in nam ne služijo, ne? Zato je pomembno, da gremo 7 vprašanj globje. Zdaj, načeloma bi lahko šli še globje, ampak ni pa priporočljivo, ker potem že lahko kopljemo po nečem, kar je že malo too much. Tako da gremo pogledati za to, kako deluje. Torej, postaviš si najprej vprašanje, torej v tem primeru, zakaj si ne zaupam, a ne?
če je to recimo današnja tema, ne? Da si ne zaupaš sebi, zakaj bi ti stranke. Torej, zakaj si ne zaupam? In poskusi iskreno odgovoriti. Nihče te ne posluša, nikjer ne rabiš to objaviti, iskreno si poskusi odgovoriti. Ne? In recimo, ker me je strah, ali pa ker si recimo velikokrat nekaj obljubim, pa se potem tega ne držim. Ne? Recimo, da si obljubim, da bom redno meditirala, pa se tega ne držim, ali pa da bom se tako pa tako prehranjevala, pa se tega ne držim, ali pa da bom šla spat, ali pa da bom workout delala, ali pa karkoli, in se tega ne držim. In zaradi tega sebi zmeraj znova recimo pokažem, da si v bistvu ne zaupam, ker si sama sebi recimo ne držim obljub. In potem, glede na ta odgovor, si postaviš naslednje vprašanje. Tukaj bi bilo v tem primeru, zakaj se ne držim tega, kar si obljubim. Torej, zakaj se torej ne držim tega, kar si obljubim? In poskusi spet odgovoriti oziroma razmisliti, kaj je tisto, kaj te drži. Mogoče je odgovor, ker me je strah, da bo moje življenje se mogoče spremenilo, ker se bom jaz spremenila in se bojim, kaj bojo potem drugi rekli. To je lahko čisto ok odgovor. Fajn je, da je res tisto globoko, kaj tebe drži na mesto. In potem si spet postaviš naslednje vprašanje, glede na ta odgovor. Zakaj me je strah, recimo, da se bo moje življenje spremenilo in kaj bodo drugi rekli? In mogoče prideš potem do odgovora, ker imam občutek, da če se preveč spremenim, potem se ljudje okoli mene ne bodo več poistovetili z mano, me ne bodo razumeli, me ne bodo sprejeli in tako naprej. In potem spet vprašanje, zakaj me skrbi, torej to je četrto, zakaj me skrbi, da se ljudje okoli mene ne bodo več poistovetili z mano. Zakaj me to skrbi? Zakaj me je tega strah? In mogoče si bo tvoj odgovor, ker imam recimo potrebo, da me drugi sprejemajo, da me odobravajo in mi daje to nek taki občutek varnosti, da je pač vse recimo ok. In potem spet postaviš peto vprašanje, zakaj potrebujem odobravanje drugih, da se počutim varno? Zakaj si mogoče tega ne morem sama dati? In mogoče bo odgovor, ker se mogoče bojim, da če ne bom prava za njih, da potem, kako bi rekla, me bodo zavrnili ali pa se bojo oddaljili od mene. In potem spet vprašanje na to vprašanje, zakaj se bojim zavrnitve oziroma odtujitve od drugih. In mogoče bo odgovor, ker to pomeni, da bom potem ostala sama. In da nisem vredna ljubezni in da nisem vredna, da kamorkoli pripadam. In seveda to je pač tisti že strah po preživetju, recimo. In potem še zadnje, sedmo vprašanje, ki je torej spet vprašanje na ta odgovor, kaj se lahko zgodi, ali pa kaj se lahko zgodi, če ostanem sama. In potem, če gremo razmišljati, kaj se pa res zdaj, če bi se vse to zgodilo, kaj bom potem naredila, kaj lahko naredim? In kaj je odgovor? Glede na to, koliko je ljudi na svetu, lahko sigurno najdem nekoga ali pa neko skupnost, ki pa razmišljajo tako, kot jaz želim razmišljati, ki razmišljajo mogoče tako kot jaz. Mogoče zdaj nisem obdana s takimi nič narobe, ampak v najslabšem primeru bom samo poiskala druge ljudi, ki pač podpirajo to, kar jaz podpiram, na primer. In zelo pogosto se potem zgodi, da pri tem 7. vprašanju pridemo res do ene take srčike, čisto do globine in ugotovimo, da v bistvu sploh ni nič takega. Sploh ni nič groznega za tem strahom oziroma to, kar nas drži na mesto. In potem si lahko začnemo zaupati bolj. In če slučajno je tvoj odgovor bil, da če si ne zaupaš zaradi tega, ker pač si daješ obljube, pa se jih ne držiš, potem začni to spreminjati. In za vsako obljubo, ki si jo daš, se držiš in ne obstaja drugega. To je samo identiteta, ki jo pa lahko kadarkoli spremenimo. Če smo zdaj, pijemo alkohol, pa si damo obljubo, da več ne bomo pili alkohola,
pač stopimo v identiteto, da pač ne pijemo alkohola in to je to in ne razmišljamo, a zdaj pa bi ali pa to pa bi, zdaj pa bi pasal, a ne, in tako naprej, ampak ne, jaz ga ne pijem in to je to, gotovo, a ne. Ni tako težko, kot se mogoče včasih delamo. Tako da upam, da ti je to pomagal, taki en kratek video, a ne, da če ne verjameš vase, zakaj bi verjele stranke vate, razmisli tudi, kako lahko torej to daš, če se najdeš v tem, kako lahko torej to izboljšaš, kako lahko narediš, postaneš bolj zaupljiv oziroma zaupljiva za svoje stranke. Tako da, če si torej v tem zemljevidu do legendarne prodaje, pa se vidimo ob 10 na prvem treningu. Čau, čau!